Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v drugi ediciji podcasta Pes in sok. Najprej za začetek vse čestitke naši voditeljici Jerneji, ki se je za tole edicijo podcasta, ker so naši tehniki že na težko prislušanem oddihu na morju naučila uporabljati mikrofone, računalnik in sploh izpopolnila v tehniciranju. Sicer pa, drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v drugi ediciji podcasta Pes in sok. Danes se bomo pogovarjali o tako imenovanem enfant terrible slovenskega političnega establishmenta, kot jih poimenuje novi oziroma iz strani medijev izbrani bodoči koordinator te stranke, o kateri trenutno govorim, in to je Levica. Z vami bomo voditelja Rdeče pese in ponovno voditelja Pesinega soka, Gregor in Iza, in pa naš tokratni gost, Boštjan Remic, ekosocialist in občasni politični komentator, ki pa je v zadnjih tednih že veliko povedal na temo Levice. Kaj nam boš novega povedal, Boštjan? Ja, živo, lep pozdrav. Res je bilo v zadnjem času kar veliko vprašanj, ker se marsikaj dogaja v Levici, stranki Levici, ki je mogoče izgledala v zadnjih mesecih precej navzven precej dolgočasno, ampak očitno je v njej vrelo, tako da zdaj pa ta pokrov odletel in je to kar ena glavnih političnih tematik v Sloveniji. In zdravo še z moje strani, Gregor. In mene zanima, kaj se je pravzaprav zgodilo na kongresu Levice. Kdo je zmagal, kdo izgubil, kaj bo to spremenilo? Ja, to je vprašanje za 10-minutni odgovor, ampak vem, da si ga Imaš minuto pa pol. Vem, da si ga ne smem dovoliti, zato mislim, da je to vprašanje, ki jo bo nekako skozi celoten pogovor skušal najti odgovor na to vprašanje, kaj se je na nek način zgodilo oziroma kaj lahko pričakujemo. Zgodilo se je pa nekako to, da je ustaljeno vodstvo Levice se na nek način razceplo na dve krili, desno, levo, in da je to tako imenovano levo krilo precej nepričakovano uspelo dobiti večino v organih stranke. Kaj pa to zares pomeni, je pa veliko vprašanje. Vemo pa, da se tudi ne nazadnje tisk zelo s tem vprašanjem v zadnjem času ukvarja. Mislim, da je dobro, da se Rdeča pesa tega loteva, da mogoče neko drugo perspektivo lahko ponudimo, da ne zastrašujemo s tem, kaj vse se bo zgodilo, če se Levica za trenutek odmakne svoje uveljavljene trajektorije, in to je seveda trajektorija na levo krilo levo-liberalnega establishmenta. Govoril si o krilih različnih v stranki, levem, tistem sredinskem. Na kak način se razlikujeta ti dve krili? Kaj je tista bistvena razlika? Zdaj v mediji skozi poslušamo, eno krilo je resno, odgovorno, državotvorno, bo tisto, ki bo stranko pripeljalo zopet v parlament, drugo je naivno, revolucionarno. Kaj od tega je res? Kakšne so razlike, če sploh obstaja? Mogoče si malo preveč karikiral pri opisu. Se pa strinjam, da na nek način je dojemanje tako imenovanega desnega krila pod Mescem in levega krila pod Kordišem na nek način zamaknjeno ali pa pretirano interpretirano strani običajnih medijskih opazovalcev, novinarjev, komentatorjev. Zagotovo so razlike med tema dvema kriloma, to je jasno. Mislim, da eden od glavnih razlik je toleranca. Toleranca do tega, kaj naj bi neka leva, še celo protisistemska stranka, ki temelji na neki socialistični tradiciji, lahko počela v vladi. Očitno je, da desno krilo ima zelo visoko toleranco, skratka,
Treba se je zelo prilagajati obstoječi buržoazni politiki, medtem ko levo krilo ima nižjo toleranco, torej si želi saj nekatere rdeče črte. To je zelo zanimivo, da v nekaterih intervjujih je tudi dosedanji koordinator rekel, mi ne smemo imeti nobenih rdečih črt, to je zelo jasno, medtem ko mislim, da na drugi strani obstaja konsens, da levica, če naj ostane saj znotraj tega, kar si predstavljamo kot neka socialdemokratska levica, da mora postaviti te rdeče črte, kar se tiče seveda podpiranja vlade in upeljevanja teh političnih ukrepov. Nenazadnje vemo, da je kot minister za delo, koordinator stranke javno vsaj bil precej prizanesljiv do dvigovanja upokojitvene starosti in do neke pokojninske reforme, kakršno si je zamislila OECD, torej neka organizacija transnacionalnega kapitala. Tako da tukaj so razlike med tema dvema kriloma. Je verjetno še eno krilo zelo nezadovoljnih članov, ki ne podpira nobene od te dveh kril, ker se mi zdi, da je najbolj zanimivo. Skratka, tukaj pri tem levem krilu ne gre zares samo za neko nezadovoljno bazo ali pa neke outsiderje na nek način, ampak je eden od nosilci tega levega krila so nenazadnje tako imenovani strankarski birokrati, ki so že prej v resnici sodelovali v tej političnem razvoju stranke Levica. No. Tako da je pa seveda tudi se priključil temu levemu krilu en del mlajših članov, ki pa verjetno so bolj načelni in imajo neko večjo zavezanost socialistični tradiciji in neko idejo o protisistemski politiki. Kaj se je v bistvu v zadnjih tednih v Levici sploh dogajalo in zgodilo? Se pravi, 3.6. so imeli kongres in na tem kongresu so volili, če se ne motim, del sveta stranke, ki na koncu v bistvu določa, kdo bo v izvršnih organih stranke. In s tem tudi koordinatorja. Trenutni koordinator Levice je pač Luka Mesec in to, čeprav razumem, je v bistvu tako že od samega začetka stranke Levice. Tako da, če lahko mogoče na začetku samo malo obnovimo, da bo pač poslušalstvo vedelo, kaj je sploh to veliko presenečenje, ki se je zgodilo. Jaz mislim, da so vsi komentatorji, ti analitiki stranke Levica ocenjevali, da bo Luka Mesec brez večjih težav dobil večino v svetu stranke. Zdaj se je zgodilo, glede na poročanja, da je 15 od 25 članov sveta stranke bilo izvoljeno na tej listi, ki so se imenovali leva struja, levo krilo stranke. In zdaj bo potem, oni imajo recimo teh 15 glasov izvoljenih, ampak bo ključno to, kdo bo izbran za koordinatorja, vplivali tudi glasovi lokalnih odborov stranke Levica. Delegati teh lokalnih odborov bodo imeli na koncu koncev ne odločilno, ampak zelo pomemben glas, da če pride do spremembe oziroma da se ohrani enak položaj. Zdaj pa Boštjan, prej si govoril o rdečih črtah, ki naj jih morda to novo levo krilo, ki bo morda prevzelo vodenje stranke, ne vemo. Ampak govoril si, da naj bi morda oni dejansko vzpostavili neke rdeče črte, ki jih potem v pogajanjih v vladi itd. Ne bi prešli. Kakšne pa misliš, da bi glede na sestavo levega krila, njihovo dozdajšnje delovanje, najvidnejši člani so recimo Miha Kordiš, Nataša Sukič, ki sta dejansko poslanca že večino časa od začetka vstopa Levice v parlament. Kaj so te rdeče črte, ki bi si jih lahko oni postavili? To se mi zdi zelo pomembno vprašanje, ker na nek način bo to pokazalo, ali so dejansko razlike med tema dvema kriloma v Levici, ali pa gre na nek način bolj za željo, da bi te razlike bile. Torej, v angleščini bi rekli wishful thinking na ta način, da se mi zdi, da bo to levo krilo zelo težko postavljati te rdeče črte in te meje, ki si jih želijo. Razlogov je več. Nekaj o tem sem pisal tudi v
tekstu za Radio Študent, ker sem nekako skušal na bolj poljuden način predstaviti ključne neke take politološke uvide v to, kakšni so odnosi recimo med državnimi funkcionarji, med strankarsko bazo, med organi v stranki in kakšen je dejansko danes v tej neki pozni fazi liberalne demokracije, ko je ta zelo votla, kakšni so dejansko odnosi med temi deli, med temi strukturami v politični stranki. Prva stvar, ki se mi je zelo pomembna in ki se je omenila, ministra bosta ostala ministra, to bi bilo zelo čudno, če bi levo krilo zahtevalo menjavo, to bi bil pa potem res rom-pom-pom in velika politična sprememba. A niso trije ministri, samo enega zmeri pozabimo, ki ga nikoli ni v medijih. Rom-pom-pom, gremo domov, bi bilo pa. Se res, trije ministri. Skratka, res je, zdaj Levica dobila še tisto tretje ministrstvo, ki pa na neke trenutke vsaj po imenu in tako naprej včasih malo bolj spominja na neko fantazijsko ministrstvo. Ampak ja, seveda, trije ministri so Maljevac, Vrečko, Mesec, ne smemo vseh treh pozabiti, in vsi trije se tudi umeščajo na desno krilo. Ampak ja, oni bodo ostali kot državni funkcionarji, visoki državni funkcionarji v državnem aparatu. Oni so tisti, ki zaposlujejo ljudi na ministrstvih, oni so tisti, ki razporejajo proračunski denar oziroma vpliv na razporejanje proračunskega denarja. Oni so tisti, ki si pogajajo potem s premijejem, skratka, tisti, ki na nek način so seveda v vladi in z vsem tem, kar prinese zraven. Medtem ko stranka je zelo odvisna na nek način od volilnega rezultata, ki prinaša denar, sredstva, ker Levica praktično ničesar ne dobi od članarin. In zato je tudi na nek način ta podrejenost celotne stranke, strankarskega aparata do državnih funkcionarjev zelo jasna. Če te lahko tukaj prekinem, Boštjan, meni bi zanimalo, ti si tudi v tem tekstu, za katerega si se tako neskromno prepohvalil, da si ga napisal, si tudi govoril o širši zgodbi evropske levice, strank kot so Syriza, Podemos, Die Linke. Kako bi ti primerjal usodo recimo levice z temi strankami, njihovo strategijo, hkrati pa še z enim momentom, ki ga lahko zdaj vpeljemo, in sicer ta zmaga te leve struje v levici bi po nekih stališčih, ki jih oni zastopajo v primerjavi z vodstvom stranke, spominjala na to, kaj se je zgodilo v laboristični stranki na sredini prejšnjega desetletja, zmago Jeremyja Corbyna, teh naprednih socialdemokratskih sil znotraj stranke, in vemo, kako se je njihova zgodba končala. Primerjava Jeremy Corbyn, Miha Kordiš, ojojoj. Še večji problem je primerjava stranka levice z laboristi. Ampak vseeno. Nisem prepričan, da je to večji problem. Ampak ja, je zelo dobro vprašanje. Jaz bi sicer laboriste dal za trenutek na stran, ker je mogoče pač vseeno, drugačen kontekst, anglosaški. Ampak na misel mi pade ena stvar. V bistvu vse te stranke, Syriza, Podemos, ki so na nek način nastale ali pa saj se uspele na krilih boja proti varčevalnim ukrepom na začetku prejšnjega desetletja. Vse te stranke so imele tudi zelo velike notranje konflikte, ki sicer zelo redko pridejo v mainstream medije, se da pa njih brati na kakšnih obskurnih socialističnih portalih ali pa kakšnih drugih medijih. No. In ja, tako recimo v Syrizi vemo, da je recimo Alexis Tsipras takrat sklical nove volitve zato, da je obračunal s svojim levim krilom. Tudi v Podemosu so bili zelo veliki obračuni, Pablo Iglesias kasneje potem čist izstopil. Zdaj je nastala neka nova stranka, ki jo je vodila ministrica za delo, ki je nekako bila bolj desno krilo tudi. Samo da te prekinem, točno o tem je govoril Luka Mesec na kongresu stranke Levica. Kaj se bo zgodilo stranke Levica, če zgubijo trenutnega lidera? Zgodila se jim bo ista situacija, kot se je zgodila stranki Podemos v Španiji. To je bila njegova primerjava tudi samega sebe z Pablom Iglesiasom. Ja, očitno je, da seveda pač nekako branijo svojo pozicijo, svoje privilegije državnih funkcionarjev, strankarske birokracije, ki se seveda pač
želi reproducirati, želi ostati tam, kjer je. To je nekako ena od značilnosti takih skupin vodstvenih. Ampak mislim, da je tukaj tudi velja omeniti to. Ta trenutni konflikt v levici v bistvu ni prvi. Ves čas so bili neki manjši konflikti, če se spomnite, neke relativno vidne politične persone so levico zapuščale. Poslanci, kar nekaj poslancev je dejansko že v prejšnjem mandatu šlo, s tem, da je pač eden verjetno največji konflikt še iz časov Združene levice oziroma Iniciative za demokratični socializem, kjer v bistvu so se nekako podobna vprašanja postavljala, čeprav na neki bolj poglobljeni ravni. Ampak šlo je tudi tam za vprašanje, ali naj levica nadaljuje po svoji poti nekak integracije v institucije kapitalistične države, torej naj brani parlamentarizem, naj se napolno posveti samo elektoralni logiki, zmagi na volitvah, pa potem naj zasede pisarne, ministrstev itd., ali pač ne išče neko drugo pot, za protikapitalistično pot, kjer po eni strani je z eno nogo v parlamentu, z drugo pa pač na terenu, v bazo med delovnimi ljudmi. Zdaj se ta konflikt na nek način ponavlja, ampak mogoče na veliko manj intenzivni ravni. Na tej ravni, da, kakor sem v prejšnjem odgovoru omenil, je verjetno to levo krilo že ima nižje kriterije, če tako rečem. No. Velikokrat je imenovano aktivistično krilo, ampak mislim, da nekega zares takega aktivizma v tem krilu v preteklosti nismo videli. Je pa po moje razlika v teh rdečih črtah in kaj dejansko naj bi stranka počela. Tudi ideja leve stranke v vladi očitno je v obeh taborih različna. Zanimivo pa to, da ko je levica glasovala na notranjem referendumu, ali ne gre v vladi, mislim, da je bilo bizarno malo število glasov proti, ne vem, če rečem iz glave 30-40, medtem ko je bilo res velika večina vseh, ki so glasovali za. Skratka, tukaj vidimo tudi eno stvar, ki mogoče je zagotovo še posebej specifična za slovensko stranko Levica, ampak nekaj, kar je morda zanimivo tudi za druge. Skratka, nek manjko premisleka, manjko neke minimalnega teoretskega premisleka, kaj naj sploh stranka, ki naj bi bila, naj bi temeljila na nekih socialističnih vsaj izhodiščih, kaj naj bi sploh počela v vladi, a ne? In tukaj se potem take floske. A niso ravno tega dejansko v zadnjih letih še čisto na diskurzivni ravni popolnoma zavrgli? Mislim, ko bereš, poslušaš njihove izjave, se niti, ne vem, neka ta tradicija, nostalgična, kakorkoli več ne omenja. Dejansko, recimo, Kordiš na tej novinarski konferenci, a ne po pač objavi teh rezultatov volitev za svet stranke, je govoril o pomembnosti političnega dogovora, o tem, da naj bo levica neka stranka za vse barve rdeče. Skratka, ne vem, neke bolj militantne, aktivistične, evolucionarne, kakršne koli take drže, mislim, da res absolutno ni več na nobenem polu, niti v sredini. To je zanimivo opažanje. Res je, saj vodja tega levega krila je v bistvu v javnih nastopih na nek način ni deloval tako zelo levo od Mesca, ampak mislim, da je tudi tukaj eno opažanje, da tudi Mesčevi javni nastopi so res postali v bistvu na nek način že skoraj apolitični in neko ponavljanje floskul, da se je sredina pomaknila k levici in ne obratno. Tako da je zanimivo, to ponavljanje tega dogovora, skratka neke politične trgovine, nekega dilanja. Ne. Očitno je, da če bi to levo krilo imelo jasen program, pa jasno željo, kako delati drugačno politiko, bi potem reklo, mi smo zmagali in zdaj bomo delali drugače. Seveda ne bomo maščevalni, ne bomo nikogar vrgli ven, nadaljujemo skupaj. Skratka, z tega vidika se mi zdi res zanimivo, če so sploh kakšni obeti, bom rekel, drugačne politike in mislim, da je to na nek način zanimiv preizkus. No.
tudi čisto iz nekega raziskovalnega, analitičnega uvida, s čimer se včasih malo prekarno uspem tudi ukvarjati, je ravno to. Skratka, ali obstaja sploh neka drugačna pot za neko protisistemsko stranko, kolikor toliko še protisistemsko, da ostane na tem stališču, v smislu, da postane del vlade ali pa da se to zelo integrira nasploh že sam v parlamentarizem. In tukaj ta preizkus, ki se mi zdi, da je zelo zanimiv in mislim, da smo lahko tudi upravičeno skeptični. V tem smislu, da se mi zdi, da prvi poudarek je, da bi to levo krilo imelo rado drugačno retoriko. Ok, že, ampak tudi veliko drugačne retorike pač pride na ušesa gospodu Robertu Golobu, ki bo rekel, ok, te retorike je preveč, zdaj pa prosim govorite drugače, ali pa ne boste več v vladi, ker za vlado niti ne potrebuje Levico številčno, lahko jo zamenja z NSI-jem, lahko pa ne nazadnje sodeluje samo s tistim delom Levice, ki je pa zadovoljno s položajem, bom rekel, stranke v vladi. Meni se zdi, že pred snemanjem sem o tem razmišljal, da verjetno ne bo se vrnila, oziroma ne bo se vzpostavila revolucionarna perspektiva, se pa bo revolucija vrnila Facebook statuse stranke Levica. Ampak bolj resen point, ki sem ga hotel izpostaviti, je pa to, kaj je Boštjan ravno kar govoril, da je Luka Mesec je več intervjujih govoril, da je Levica preživela zato, ker se je znala prilagoditi kriznim razmeram. In je tukaj navajal tudi stranke, ki niso preživele, da so del istega političnega bloka. V tem smislu Listo Marjana Šarca, stranko Mira Cerarja, stranko Alenke Bratušek. In on je v svojih intervjujih poudarjal, naš uspeh je, da smo se prilagodili na okoliščine. A je zdaj kakršnakoli realna možnost, da ta struja, ki je zdaj prevzela stranko, da bo šla stran od tega, kar je tudi pozicija recimo delavskih organizacij večkrat, prilagajanje na okoliščine, ne spreminjanje družbe, ne spreminjanje družbenih okoliščin, ne neka transformacija, ampak samo prilagajanje. Da bodo samo bolj uspešni ali pa bolj trdi v tem prilagajanju. Ja, zdaj najprej bi rekel, da to levo krilo ni prevzelo stranke. Pač zmagalo je na teh volitvah kongresnih v organe. Sam si prej omenil, da imajo še nek delegatski sistem, kjer pomeni, da se politični boj potem nekako prenese na raven lokalnih odborov, ki naj bi sicer delovali po delegatskem principu, torej pomenili, da baza ves čas na nek način je vključena v odločanje prek delegatov, ampak kadar pač ta baza zamre oziroma je tudi nenazadnje od zgoraj, od te strankarske nomenklature pasivizirana, takrat potem se tudi neki bolj morbidni simptomi pojavijo v tem smislu, da se v bazi najdejo lokalni šerifi in tako naprej, ali pa si nekateri ti funkcionarji lokalne odbore za svoje fevde postavijo, tako da je vprašanje, koliko ta delegatski sistem bo deloval, koliko bo pa tukaj zdaj noter konflikta. Zdi se mi pa, da je pomembno to, kar si omenil, skratka, kakšen je ta politični potencial, ker ja, po eni strani moramo gledati na te objektivne okoliščine, mislim, zagotovo tudi za Evropsko levico niso tako ugoden položaj, kot je bil recimo na nek način, saj primerjalno gledano, no, ne v absolutnem smislu, ampak primerjalno gledano, skratka je bila ta velika kapitalistična kriza, varčevalni ukrepi, kriza evrointegracij zelo velika, ki se je na nek način zdaj konsolidirala. Dobili smo pa COVID, ki je pač res zelo veliko negativnih učinkov prinesel tudi nazadnje v političnem smislu in pa seveda potem še vojno v Ukrajini, kjer vidimo, kako se je ta imperialistična perspektiva okrepila. In to je tudi zelo nekako podredil Levica, to se mi zdi zelo zanimivo. Ena od stvari, ki jo je Levica obdržala, ta proti oboroževanju, proti vojski, proti NATO kot neki vojaški organizaciji imperializma, tudi to je na tej točki precej popustila Levica. No? Tako da tukaj je gotovo pa to levo krilo, mislim, da ima vsaj neke, bom rekel, jasna, trdna stališča, ki jih zna zagovarjati. Vprašanje pa je seveda, lahko marsikaj zagovarjaš, ampak kaj narediš, ko pritisneš na tisto tipko? Meni se zdi ključno vprašanje, oziroma veliko vprašanje, da se njihovo politično delovanje
preobrazilo oziroma usmerilo samo v to, da je odločilno, katero tipko tam pritisnejo. Oni so postali PR parlamentarna stranka, v kateri srčiki delovanja je parlamentarizem. Ravno to govori Matej Tašner Vatovec na kongresu stranke Levica, da smo vnesli nek svež duh oziroma nek drugačen duh v srčiko političnega življenja v Sloveniji. To je v parlamentarizem. Se ti zdi, da eden izmed problemov stranke Levica tudi to omejenost na to, da je to stranka, ki jo pooseblja pa predstavlja poslanska skupina, ministri, in da je delovanje nekako omejeno samo na parlament in na vladno palačo? V tem smislu je enaka, kot so vse na nek način stranke liberalnega reda, liberalno-demokratskega reda. Različno je seveda v nekaterih stališčih, tukaj mislim, da moramo to prepoznati. Do nedavnega zagotovo, če še enkrat rečem, pač vprašanje mednarodne politike, odnosa do imperializma, potem pa tudi recimo do migracij in še recimo do določenih tudi fiskalnih vprašanj. Tam, kjer med kartelnimi strankami v resnici nek tak veliki tihi dogovor velja, ker so nianse. Saj so razlike med tem, koliko bi davčno razbremenjevali, pa na katerih koncih, ampak vsi bi davčno razbremenjevali. Nihče ne bi rekel, treba je pač povišati zelo jasno davke, treba je obdavčati bogate in tako naprej. Tu je smislu, je pač Levica je bila nekaj druga. Zdaj ti si pa opozoril na neko drugo izhodišče, ki se mi zdi pa, da je seveda bistveno, ali lahko neko protisistemsko, protikapitalistično politiko vodiš znotraj omejitev parlamentarizma, liberalne demokracije. Še posebej v današnjem času, ko pač je velika integracija v Evropsko unijo, ko NATO zelo nekako določa evropsko vojaško politiko, tudi zunanje odnose in tako naprej, ker nas parlament v resnici odloča v nekem zelo zamejenem smislu. In v tem smislu, se mi zdi pa, da je bila ta odločitev na nek način že takrat, v tistem prvem notranjem konfliktu, še v iniciativi Demokratični socializem, nekako že odločen, čeprav mislim, da moramo biti tudi na nek način toliko samokritični ali pa imeti toliko skepse, da je vprašanje, ali bi sploh lahko znotraj tega okvira vodili drugačno politiko. Že to vprašanje se nam pojavlja. To niso enostavna vprašanja, ki se sicer vedno lahko šele na koncu v praksi izkažejo, ampak dejstvo je, da nekako te stranke, ki začnejo kot radikalna levica in protisistemska levica, pač ne končajo nikjer prav zelo dobro. Zato se mi zdi, da je v današnjem trenutku za protikapitalistično politiko ključno, da se osredotoči na izvenparlamentarno politiko. Izvenparlamentarno, to je jasno, kaj prvi del te sintagme pomeni, drugi del sintagme pa tudi politiko. Skratka, ne potem, ko na nek način rečeš, dobro, ne bomo se strankarske politike šli, to pa ne pomeni, da potem se prilagodimo, ne vem, ali nekim klasičnemu sindikalizmu, ali nekemu klasičnemu posameznemu, specifičnemu single issue boju, ki ga na nek način ves čas se depolitizira. To je pa tisto, kar je tudi hrbtna stran tega. Ampak, zmeri govorimo, kaj naj ne počnejo napredne družbene sile, ampak po mojem je ključno vprašanje, kaj pa je to, kar naj počnemo. In v bistvu sem zelo vesela, da smo na koncu podcasta končno se odločili, da damo mogoče to vprašanje stranke Levica na stran in jim morda niti ne damo takega pomena, kakor si ga je mogoče kar sama malo narisala s tem, da se je tako pretenciozno poimenovala Levica. In potem zmeraj, kadar razmišljamo o Levici, razmišljamo o stranki Levica. Tako da, morda je pač neko to ključno vprašanje in za naše poslušalce in za nas tri tle v studiu in vse naše tovariše in tovarišice, s katerimi se organiziramo, kaj pa pol je dejansko napredna politika, kaj je ta izvenparlamentarna politika, s katero se moramo ukvarjati, kako se moramo organizirati. In če bi dejansko Levica bila aktivistična stranka, terenska stranka, kaj bi to dejansko pomenilo?
v čem bi to bilo drugače od tega, kar počne tako imenovano levo krilo, kar počnejo funkcionarji, kaj bi to pomenilo za lokalne odbore. Skratka, dve vprašanji. Eno je, kaj naj počnejo izven parlamentarne sile, in drugo vprašanje, kaj bi naj počelo dejansko levo krilo stranke, kot je Levica. Kar se tiče tega drugega vprašanja, se mi zdi, da sem že nakazal, da morda so omejitve parlamentarizma na nek način, ne bom rekel prevelike, ampak so pa zelo jasno zelo močne. In tukaj ni mogoče, da bi ti odgovoril, lej, to pa to morajo delati, pa bo pač vse drugače. Če bi imel kdorkoli tak odgovor, ne nazadnje, potem te leve stranke po Evropi, ali predvsem po evropski periferiji, od Portugalske do Grčije, ne bi bilo v takem položaju, kakršnem so. So pa seveda neki dobri primeri, recimo, kjer stranke delajo stvari, ki jih ne potiskajo toliko zelo v oportunizem. To se mi zdi, da je pomembno. Skratka. No, recimo en primer zelo uspešne komunistične stranke je komunistična partija, ali kako se imenujejo, v Gradcu, tako direkt čez mejo. Pa tudi drugače ne bi bila toliko nekako črnogledano. Gotovo so primeri zadnjih 10 let od te velike finančne krize pokazali, kam te pripelje oportunizem, neko to interesno delovanje ljudi, ki jim v eni točki dejansko zelo paše imeti služben avto in telefon in dobro plačo. Ampak gotovo to ne pomeni, da ne bi mogli ljudje v stranki delovati dejansko na terenu, da ne bi mogli to, da imajo 1500 članov, uporabiti, da bi lahko s svojim članstvom proaktivno kaj počeli. Vseeno imajo ogromno več denarja, kot ga ima kjerkoli od naših organizacij na voljo, že sami iz proračuna, medtem ko se tukaj druge organizacije ali delujejo popolnoma na prostovoljni bazi, ali pa so prisiljene, se prijavljati na razne razpise, če lahko jaz skočim, meni se zdi ena izmed ključnih stvari, ki jih, pa to ni zdaj omejeno na politične stranke, ampak je omejeno oziroma razširjeno na vse neke napredne politične akterje, stvar, ki bi se morala početi, pa se, kot se bo Boštjan tudi spomnil, včasih Iniciative za demokratični socializem, je notranje izobraževanje, politizacija članstva. Ljudje pridejo v politične organizacije od zunaj, pridejo z sliko sveta, ki je ustvarjena z njihovih družinskih, lokalnih okolij, strani mainstream medijev, šole, ideološkega aparata in vsega ostalega, kar pride zraven. In se mi zdi nek projekt, ki smo ga mi takrat peljali, recimo spletna šola socializma, neko aktivno, dolgotrajno izobraževanje ljudi, da ti ljudje postanejo neki avtonomni v svojem razmišljanju, v svojem delovanju, in da niso potem nekdo, ki je član stranke, zato da lahko rečeš, da vas je 1500, ampak nekdo, ki v svojem lastnem okolju potem zna širiti prvič idejo, misel, drugič organizirati ljudi okoli sebe. Zdi se mi neka stvar, na katero so politične stranke ali pa neke napredne organizacije čist pozabile, pa je bila neka tradicija socialističnih bojev po svetu, recimo udejstvovanje v športnih klubih, kulturnih društvih, v vsem, kaj še ostane zraven življenja, ob tem, da se organiziraš, sindikaliziraš na delovnem mestu dan danes. Ja, če te lahko dopolnim, to se mi zdi zelo pomembno. Že prej, mislim, da sem v enem odgovoru, pa nisem zaključil misli, rekel to. Ja, okoliščine so slabe na nek način, sej, zares take, ti si rekel, revolucionarna politika. Take pogoje pridejo zelo, zelo redko. Jaz sem rekel perspektiva. Ja, perspektiva, no, ampak recimo neka protikapitalistična, jasna politika pa vseeno lahko obstane. Se mi zdi, sploh glede na stanje poznega kapitalizma, današnja začenši z okoljsko degradacijo, s nenazadnje vsemi ekonomskimi protislovji,
s to neko politično votlostjo, je jasno, da rabimo neko protikapitalistično organizacijo, ker se mi zdi, da je več neke protikapitalističnih nazorov, kot je pa akterjev organizacij, ki bi dejansko vodile neko protikapitalistično politiko, ki bi vodile razredni boj. To se mi zdi, da je tisto, kar najmanj manjka. Zdaj, kaj pa je od teh dejansko obstoječih, recimo levih, ali pa vsaj izhajajo iz nekega protikapitalistične perspektive. Siriza zagotovo, tudi pri nas pač Levica, kot Združena levica, Iniciativa za demokratični socializem, Podemos, je to, seveda, naletijo na neke težke okoliščine, ki se morda še poslabšajo. Ampak potem je pa ključno vprašanje, ali na nek način skušajo z neko politično inovacijo, z nekimi stvarmi, ki si jih ti, Gregor, ravnokar opisoval, pač iti vsaj približno v drugo smer, ali pa seveda jih vodijo pač neki oportunisti, ki vidijo edino eno pot, in to je na elektoralni tekmi z metodami in načini obstoječih liberalnih in konzervativnih strank, torej od političnega marketinga, popolne personalizacije politike, podreditve državnim funkcionarjem, skratka, ali zapeljejo stranko v to smer. In ja, kot si tudi zaomenila, od komunistične partije v Gradcu, pa zdaj v Salzburgu, pa tudi recimo na Portugalskem, so zagotovo pač eni primeri, kjer delajo drugačno politiko, oni na lokalni ravni, na ravni recimo neke lokalne samouprave. So seveda tudi organizacije, ki delajo tudi politiko recimo v neposrednem organiziranju delavcev, recimo tako imenovani sindikate di base v Italiji, tudi v Grčiji recimo je kar nekaj teh izven parlamentarnih strank, ki dejansko so kar zelo aktivni in imajo veliko prisotnost dejansko izven elektoralnega boja. Tako da zagotovo niso stvari zaprte, zaključene, in vedno v politiki mislim, da je neka svoboda, v smislu, da nek politični boj odloča, ne pa neka determiniranost, češ ja, morali smo tako, saj ni bilo druge možnosti, mi smo skratka sledili toku zgodovine. To se mi zdi, da je zelo pomembno, da izpostavimo. Res pa je, da te stvari pač ne pridejo do nas prek prevladujočih medijev. Zdaj, zanimivo se mi pa zdi pa še tudi drugo vprašanje, ki ste ga odprla. Skratka, kako, na kakšne načine pa po eni strani, ja, lahko si kot politična stranka organiziran, mislim, da to ni samo po sebi nek greh in neka pot v oportunizacijo, je pa velika spodbuda za to, bodimo pošteni, ampak tudi recimo drugačen tip organizacij, ali lahko vse to povezuje, vse te nekako boje. To se mi zdi, da je tudi zelo pomembno vprašanje, ker, kakor sem rekel, pogosto potem pride, tudi pri nas imamo neke poskuse, ko se zelo specifično drobijo te boji, a ne? In se na nek drug način integrirajo, recimo ali v sindikalizem, ali pa kot bi se rekel trade unionizem, skratka, ko se nek ekonomski boj postane tisto, kar se ti kar daje rezultate, ali pa nek velikrat tudi potem migrantski boj, ki se ne specifično tudi na druge vidike pač gospodstva, kapitala in imperializma, da se na te vidike ne referira, če tako rečem, oziroma jih ne jemlje v obzir. In to se mi zdi, da je bistvena stvar socialistične politike, je to, da je po definiciji široka, oziroma da ima široko perspektivo, razredno perspektivo. To je tista bistvena stvar, kako priti na razredno perspektivo, kako se ne drobiti. Ja, okoljska problematika se vsi zavedamo, ja, taka druga oblika zatiranja, vprašanje žensk, večjega podrejanja žensk, vprašanje migracij, vprašanje oboroževanja, militarizma itd. To so vsi neki simptomi kapitalizma in ključna stvar je, kako vzpostaviti organizacijo na temelju proti kapitalizma, nekega skratka specifične družbene formacije, če rečemo malo bolj konceptualno, ki vsebuje res vse od neke ideološkega pogleda državnih institucij, kako se ne nazadnje kapital, kako je konfiguriran, vse to so bistvena vprašanja in ključna stvar je ta. Ta formula pa velja od nekdaj za socialistično politiko.
socialistična linija proti kapitalizmu mora priti neposredno med delovne ljudi. Treba se je spustiti na zadnje iz teh višav parlamentarizma, iz teh soban med delovne ljudi, samo tam v srcu boja, če tako rečem, se mora vzpostaviti ta politika. To je tista sila, skratka, ko teorija nekako zapopade množice oziroma zaobjame množice, šele takrat lahko postane politična sila, če za konec nekako parafraziram po mojem malo slabem načetem spominu, seveda Karla Marxa. Ja, šli smo od začetka, od levice do Karla Marxa, iz konkretnega do abstraktnega. Hvala vsem, da ste nas poslušali. Danes smo bili z vami Iza, Boštjan in Gregor. Jaz upam, da boste uživali v tem podcastu, vsaj toliko, koliko ste v prvem, in nas spremljate tudi v tretjem. Čau. Lep pozdrav.